Dobrodošli v Tehnoparku Celje in sicer se nahajamo v naši kulinarični učilnici v platformi 360 in sicer na 5. spletnem kulinaričnem doživetju pod imenom Celje kuha in z nami je danes gostilna Francl in sicer lastnik gostilne Francl, Sebastian, Nikola in David. Dobrodošli. Bravo. Gostilno Francl poimenujemo tudi z drugimi besedami sodobna klasika s pridihom domačega. Več o tem pa nam bodo danes povedali Sebastian, Nikola in David z ustvarjanjem gastronomskih užitkov. Izvolite. Hvala. Tako, mi smo za začetek, s 1. septembrom smo začeli novo zgodbo gostilne Francl. Pridružila se je ekipa, ki je ostala od prej, začeli smo neko novo zgodbo ter peljali tisto, kar je bilo postavljeno. Pridružili so se nam neki novi člani, kot naprimer David, Nikola, s katerimi vam bomo danes pokazali določene stvari. Za začetek pa bomo predstavili naše znamenito jed, žlikrofe polnjene z dimljeno postrvjo. Ok, najprej vam bo Nikola pokazal pripravo samega rezančevega testa z dimljeno postrvijo. Pripravil bo žlikrofe, medtem bom pa jaz še skuhal druge komponente. Za vas smo pripravili špinačni klorofil z krompirjevo kremo, dimljeno postrv in pa ocvrte kroglice dimljene postrvi. Najprej bomo ocvrli kroglice, ker morajo dejansko žlikrofi malo počivati, ko jih zavijemo. Evo, takle kremo imamo pripravljeno. Zaradi same časovne stiske smo kremo že tudi malo naprej pripravili. Jaz sem zdaj tole končal testo za raviole. Bom ga skrajšal na odgovarjajoči velikost. Pa bomo zavila raviole. Evo, mi smo si že tudi malo naprej pripravili te raviolčke, tako da jih bom dal kar kuhati. Evo, tu sem si pa razpustil maslo. Na maslu bom pa rahlo posutiral dimljeno postrv. Naše sestavine so pa večinoma lokalne, tako da tudi tale dimljena postrv je lokalna. Ravioli oziroma žlikrofi se kuhajo cirka 10 minut. Evo, ko je olje dovolj vroče, bomo ocvrli kuglice. Kuglice smo si tudi že prej pripravili, so pripravljene iz dimljene postrvi, jogurta, kisle smetane, jajc, moke. To je pa to. Na koncu smo še pa tudi povaljali v panko drobtine in črn sezam. Dimljena postrv je končana, ko je zapečena na lepo zlato barvo. Tudi kuglice morajo dosežiti lepo zlato barvo, da so pečene, cvremo jih pa čim bolj počasi. Raviole pazimo, da jih kuhamo v veliki količini slanega kropa. Pazimo pa tudi, da nam ne razpadejo. Evo, na koncu bomo še raviole lepo posotirali v maslu, zato da dobijo lep okus. Posotirali fajn, tako bi lepo barvo. Tako, svetijo se. Bomo dodala čist malo škropove vode. Tako. Zaradi povezave.
Dodala bomo tudi malo mikrodrobnjaka. Evo, za finiš smo dodali še novo kremo. Pa potem bo šla Kaviar po strvi. Takole. V samo sredino grejo še kuglice. In pa za konec še zeleno olje in mikrograh. Evo takole. In Francu vam želi dober tek. kot drugo jed vam bomo pripravila Franclovega piščanca. To je še ena taka Franclova avtorska jed. V bistvu spodnji in zgornji del bedre mariniramo za 24 ur v jogurtu, dodamo timijan, sol, poper, potem pa vse skupaj paniramo v panko drobtinah. Zraven bomo pa pripravila še naš domač pražen krompir. Evo, tu že moj kolega Nikola sekla čebulo. Najboljše bi bilo čim bolj nedrobno. Tako. Bova pražila čebulu na svinjski maščobi. Tako. Dodala bomo naše domače ocvirke. Tukaj že tudi grejemo olje za cvrtje piščanca. Olje naj ne bo prevroče, zato da se bo piščanec tudi od znotraj lepo spekel. Tako. V tem času jaz bom pripravil mojemu kolegi čim bolj natanko narezano krompir. Tako, krompir smo že tudi predkuhali. Evo, začnemo z praženjem čebule. Zelo važno pri praženem krompirju je, da se čebula počasi praži. Del časa, ko jo pražimo, boljši bo na koncu pražen krompir. Zdaj bomo pa mi dali cvret piščanca. Olje je dovolj vroče. Pazimo, da ni prevroče, da se nam dejansko okolj ne zažge, noter bo še posorov. Evo, moj kolega bo pa zdaj tu še pripravil do konca pražen krompir. Cvremo pa piščanca cirka 15 do 20 minut na neki lepi temperaturi, ne sme biti pa res prevroče. Zdaj, ko se čebula dovoljno izpražila, bova dodala krompirja. Pražen krompir moramo dejansko pražiti, zato je pa tudi pražen. Da se naredi skorica, potem ga pa obrnemo. Zdaj pa pražimo krompir. Na koncu ga dejansko še samo začinimo, dodamo malo peteršilja in to je to. Zdaj bomo še pa poservirala to našo drugo jed. Evo, najprej gre pražen krompir. Na pražen krompir bomo dodali malo mikrogrinsov, tako. V tem primeru mikropeteršilj. Takole, med tem časom je piščanec že pečen. Če boste doma delali naš recept, je zelo fajn, da si nabavite ubodni termometer in zapičite do kosti in preverite, če ima pravilno temperaturo. Takole. To je naša druga avtorska jed,
Franclov piščanec. Dober tek želi gostilna Franca. Kot našo zadnjo tretjo jed vam bomo pa pripravili odojkovo kračico. Kračico smo predkuhali v sous vide, to je kuhanje v vrečkah na točno določeni temperaturi in točno določenem času. Tako ostanejo v meso vse surovine, vsi okusi, nič ne gre v stran. Ostala nam je pa tudi omaka, jo bomo dali v posebej kozico. Zraven smo ji dodali še tudi piščančji fond, malo masla, začimbe in v bistvu bo nastala taka zelo dobra omaka, s katero bomo na koncu vse skupaj prelili. Zdaj pa ta kračica gre v pečico za cirka 20 minut na 180 stopinj. Med tem časom bo pa moj kolega pripravil naš zelo znan zapečen krompir. Hvala, kolega. Čebulo smo predhodno nalupili, pa bomo razrezali na vejice. Tako. Čebulo spet počasi pražimo, med tem časom bo pa kolega narezal našo domačo slanino in vse skupaj bomo prepražili. Bomo dodala slanino notri. Zdaj pa vse skupaj lepo pražimo. V tem časom bo še pa kolega tu narezal na take tanke lističe krompir, potem bomo pa vse skupaj združila in dala v glineno posodo. Potem gre pa to za kratek čas v pečico na zgornjo zapekanje za cirka 3-4 minute, da dobi lepo barvo. Svojo pečico lahko navijete kar na maksimum, da imate čim prej zgornjo zapekanje urejeno. Edino, kar je še krompir, na koncu premažemo z maslom in dodamo malo solnega cveta. Evo, imamo čebulo pa panceto spraženo, jo lepo razporedimo po dnu posode. Potem bo pa moj kolega lepo to gor nadevo in gre vse skupaj v pečico. Ja. Evo, krompir je lepo razporejen. Za konec premažemo z raztopljenim maslom. Za čisti finiš pa še na vrhu dodamo solni cvet pa malo peteršilja. Vse skupaj gre v pečico za par minut na zgornjo zapekanje. Po 20 minutah pregledamo pečico. Ko je neke take barve kračica, to pomeni, da je pečena. Zelo lepo. Bova dodala malo masla zaradi sjajnosti in boljšega okusa. Ko se bo maslo raztopilo, Bomo iz pečice vzela zapečen krompir. Na zapečen krompir bomo dala kračico. Na to bomo še pa za konec samo prelila z to osnovno omako. Evo. krompir se je fajn lep zapeko. V spodih imamo čebulo in slanino. Kolega. Takole. Za finiš dodamo omakico. Pa še kakšno. Microgreens. Evo. Odojkova kračica z zapečenim krompirjem. Žligrov je polnjen izdebljeno postejo. Tu imamo kuru z resnim. Dober tek.